V teh dneh na gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka tradicionalni sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Na njem se tudi tokrat predstavlja občina Kamnik. S čim se letos predstavlja Kamnik na turističnem sejmu? Kamnik letos predstavlja celotno ponudbo destinacije Kamnik, to se pravi Termski lik, Velika planina, hotel Malograjski dvor, naravni zdravilni gaj Tunice in pa super Boreto-Moči potok, kajti edino združeni ponudbi v sodelovanju lahko dosežemo, da Kamnik, celotna destinacija Kamnik postane prepoznavna in obiskana strani turistov. Pa imajo te sejmi, katerih se udeležujete doma in v tujini, kakšen učinek, je kaj več turistov v Kamniku? Zagotovo imajo predstavitve večplastni pomen. Prvo je predstavitev oziroma sodelovanje na lokalni ravni, ki jo vzpostavljamo, potem prepoznavnost na državni ravni in pa, kar se tiče promocije sejmov v tujini, pa zagotovo tudi vidimo v zadnjih letih porast obiskovalcev oziroma turistov iz tistih območij, kjer se konstantno predstavljamo. To so zdaj v zadnjih letih Nizozemska, Belgija, Bruselj in pa sedaj Bavarska, ki za nas tudi pomeni eno pomembno ciljno publiko. Tako da kar je zanimivo sam podatek, recimo na Malem gradu, ko beležimo število obiskovalcev, smo v zadnjih 2 letih beležili kar več kot 200% porast obiskovalcev na Malem gradu. Na sejmu pa je spregovoril tudi novi kamniški podžupan Robert Kokot. Hvala vas v imenu župana Marjana Šarca, ki je žal zbolel, zaradi bolezni ne more priti, drugače bi seveda prišel. Vesel sem, da lahko sodelujem na otvoritvi tega razstavnega prostora. Poglejte, turizem je naš naša osrednja dejavnost. Želimo, da bi Kamnik postal res turistično mesto. Zaenkrat to še ni najbolj nam uspelo, ampak se poskušamo k temu priti. Imamo zelo velike, lepe naravne danosti, ene so izkoriščene, ene še ne. Na vsak način je treba povedati, recimo, da primer Kamniška Bistrica še ni do konca izkoriščena, ravno tako ni izkoriščena Menina planina. To so recimo še stvari, ki jih je treba še po novem, jih bo treba še izkoristiti. Kot rečeno, veliko stvari imamo že dobro izkoriščenih in te naj bi se razvijale še naprej. Jaz bi za konec povedal samo eno besedo, nisem glih najboljši govornik, kot ni to moj namen, da bi vsem tem organizacijam, ki se ukvarjate s turizmom, sedanja recesija, ki je v gospodarstvu zelo huda, da bi vas čim manj prizadela in da bi v letu 2011 dobro poslovali. Mislim, da moram povedati še eno zadevo, se pravi sodelovanje politike in pa turizma je tudi pomembna zadeva. To zadevo recimo bomo zdaj videli, ko bo treba na nek način reševati našo družbo Velika planina, ali jo bomo reševali zdaj s tem, da bomo pač obnovili gondolo, ali bomo na kakšen drug način. Glavna politika za to mora poskrbeti. Žal, včeraj proračun v naši občini ni šel skozi, kar je na nek način, rekel, mogoče slabo tudi za tole našo družbo Velika planina, za turizem kot celota na Kamniškem. Zato mislim, da bo vnaprej to politika mogla narediti. Ena izmed stvari, kjer bo politika vplivala tudi na razvoj turizma, je vsekakor tudi križišče oziroma krožišče, ali karkoli se bo pač naredilo na cesti, ko se gre v Terme Slovik. To je ena pomembnih zadev, domačini tam težko prenašajo, sedanje stanje. Tako da mislim, da bo razvoj turizma v Kamniški občini šel naprej, zato bomo poskrbeli tudi politiki, na vsak način tudi gospod Marjan Šarec župan. Hvala lepa.